delila, ne. Jaz sem pač na sebi testirala razne te stvari in ugotovila, da se je pač meni zdravje izboljšalo ker noč pa dan, da pač nisem imela nobenih simptomov več te Crohnove bolezni, recimo, da sem si pritisk uredila, ker sem ga imela visok. Danes je z nami Žana Hrastovšek, se prav povedal? Ne, Hrastovšek. Žana Hrastovšek je. Tako, to je nešto drveno, drevo, hrast. Okay. Hrastovšek, ok, I got it. Hej, Mrs. JP, evo, žena je tukaj, nadzira, tvoja velika fenica. Žena. Tako, rastline so fine, a ne? Po domače, te ljudje bolj poznajo. Kuharca, kaj bi povedala za začetek? Preden štartamo. Da se predstavim. Karčeš, tako da se sproščena si že. Tako bi ti rekel, pa je karkoli, da se sprostiš, ampak si že videti sproščena. Ne vem kaj, nič pač. Rekel si kuharca, to me je tako malo požgitkal, ker jaz v bistvu na sebe ne gledam kot na nekoga, ki bi bil kuhar ali pa karkoli, ampak jaz čutim svoje poslanstvo v tem, da ljudem pokažem, da je rastlinska hrana lahko ful dobra, ful okusna, če znaš pač pripraviti. Ampak gledam na to kot na nekaj več kot samo kuhanje, kot na nekaj, kar lahko rešuje okolje, življenja, konec koncev zdravje in ful enih stvari za sabo potegneno. Ok, saj si napisala v opisu inženirka hrane. Ja, inženirka, mislim pač po izobrazbi sem inženirka računalništva, ja. In to se zelo v bistvu kaže tudi v mojih receptih in v mojem načinu kuhanja, ampak inženirka hrane se sliši tako, kot da bi neko umetno hrano delala, vsaj meni, ne vem. Meni se zdi tako, da je ful neki inovativen pristop k hrani. Jaz inženiram s hranom. Ja, v bistvu jaz inženiram recepte, no. Jaz se receptov lotim tako, kot da bi jih programirala, no. Tako. Ok. Ja. Ti se greš matrico s hrano. Mislim, tako se grem se, za mene je recept en algoritem, ker hočem, da je čim bolj optimalen, da ima čim manj korakov, da čim manj časa traja, da je čim manj resursov porabi, torej čim manj sestavin, čim manj denarja in da na koncu dobiš čim bolj okusno jed, ne vem. Ja, v bistvu nekako optimiziram, kar dobiš kot rezultat, da vložiš čim manj truda, časa in denarja. Cool. Več o temu malo kasneje. Se greva pa na standardno vprašanje, ki je vedno tukaj in sicer, da se vidi malo bolj ta majčka z logotipom. Kakšna si bila kot najstnica? Kaj ti je takrat dogajalo, ni dogajalo? Dost drugačna kot zdaj, no. Dost upornik, dost nezadovoljna s svetom. Ena zelo zanimiva stvar je tudi to, da sem se ful delala norca iz vegetarijancev, veganov in mislim, da me je življenje tudi zaradi tega razloga pripeljalo do tle, kjer sem. Mogoče malo karme. Ampak ja, tako, za moje konce prihajam iz Brežic drugač. Nisem nič kaj ful izstopala, sem bila kar tako povprečen, problematičen najstnik, no, recimo tem. Ok, in kako so pa pol starši na to gledali? Pa nič kaj tako dost. Oni so vedeli, da bo vse ok z mano, niso se preveč obremenjevali. Mislim, tako, imela sem ogromno house arrestov, zelo striktno policijsko uro, kot imamo zdaj, še mogoče prej, ampak ja. Tako. Ok, par stvari se v najstništvu zgodi, bi sem tako pogledala. Eno je, kaj si imela takrat kot nek hobi, ali pa poleg tega, da si ga lumpala in si imela house arreste, ker si še rekel, da si ti bili malo hobi. Kaj si še počela takrat poleg šole? V bistvu, pri meni je bilo zanimivo to, da jaz sem začela, ne vem, hoditi ven in te stvari
že v osnovni šoli. Pač pri nas je bilo to normalno takrat, da si bil več zunaj kot doma. Potem je pa v bistvu prišla srednja šola, se je pa za mene čisto obrnila. Takrat sem pa jaz v bistvu bila več doma, kakor zunaj, in ogromno časa sem preživela za računalnikom. Takrat se je pač ta moja strast ali kakorkoli začela, da sem začela, ne vem, šraufati računalnike, delati razne stvari, učila sem se delati spletne strani, igrice sem igrala, tako no, pač ful sem se začela, recimo, da se, ne vem, normalni najstniki začnejo takrat razvijati, pa ne vem, imajo fante, pa pač mislim, imajo fante ali pa whatever, in hodijo ven in te stvari, jaz sem bila pa pač ogromno za računalnikom. Tako da, tako nekako. Kako so prijatelji na to gledali? V bistvu je bilo to posledica mojih prijateljev, no, ki sem zbirala take geekiš prijatelje, ki so se spoznali v računalnike, ki so igrice igrali in pa so tudi mene nalezali, da sem tudi to začela. Ok, kaj si kaj gamala, ki pač, a ne, jaz še vedno, pa s prijatelji še vedno gamamo, tako da, kaj si ti kaj gamala? Jaz sem tako, imela sem rada konzole, pa take bolj arkadne igre, ker v bistvu nisem nikoli imela ful veliko potrpljenja za igrice, sploh za kakšne take, ki so dolge zgodbe, dolge misije. Ne vem, jaz sem to, nisem imela potrpljenja. Rada sem gledala druge, ki igrajo. Včasih še ni bilo teh streamov, ampak smo pač šli k nekomu domov in smo gledali, kako je en igral, ne. Je to tako izgledalo. Jaz sem bila pa bolj tako za arkade, ne vem, kakšne pretepačine, dirkačine, take stvari na konzolah. Ok, cool. Rekla si že prej, eni so imeli pač ene punce so imele fante, ti pa nič. Sprav, a ne, ker vseeno v najstništvu te takrat to zadane, a ne, pač telo se začne razvijati, pa se začnejo te privlačnost, začneš odkrivati, rečemo temu, to ljubezensko področje, ne? Romantično. Jaz sem takrat v bistvu živela na internetu, no, tako. Seveda sem tudi jaz imela neke simpatije pa to, ampak to so bili četi, forumi, vse je bilo to tako bolj pisno. Jaz sem še danes človek, ki ful lažje se izraža pisno, kakor v živo in tako. Tako da ja, vse se je dogajalo na internetu. Okay, za mene takrat. Pa da do konca da spoznaš, da tudi v živo nimaš težav, ampak ok. Ne, se ne pravim, da imam, ampak se ful domače počutim na internetu, no, ne vem, tako. Ja, štekam, čist. Ok, in pa pride vedno to eno večje vprašanje v najstništvu, ne? Sprav, kam zdaj naprej? Kaj študirati? Ti si imela kakšno dilemo, nisi imela dileme? Ja, jaz sem imela veliko dilem, mislim, jaz nisem vedela, kaj sploh hočem sama s sabo. Po eni strani sem imela sestro, ki je zobozdravnica, pa me je tako, medicina se mi je zmer zdela ful zanimiva, ampak po eni strani niti nisem bila dovolj pridna v šoli, da bi pač prišla na medicinski faks, niti nisem bila pripravljena investirati toliko in toliko let življenja, ne. Zato pa na drugi strani so bili pa računalniki in te stvari, in čeprav v bistvu nisem imela neke podlage, ker sem hodila v splošno gimnazijo, vse, kar sem jaz vedela, ne vem, takrat so bili forumi in te zadeve, nisem bila glih nek stručko na tem področju, ampak sem vseeno pa kar nekako zbrala računalništvo. Ne morem reči, da je bilo to nekaj, kar sem si skozi želela, ali pa da je bilo to nekaj, kar sem bila 100%, da bo moja kariera, ampak v tistem momentu se mi je to zdela najboljša poteza. Čisto. Ok, in pa na računalništvo. Ok, sam rekla si še tu bi pogledal s tabo, če smem, da si imela dileme, medicina, Kako si tu doživljala, ne? Ker jaz, zakaj si tudi to oddajo postavil je, ker veliko ljudi se želi najti svojo strast, ne? Sploh se pogovarja z najstniki, oni ne vejo, večina ne ve, kaj bi sama sabo, kam bi se dala, ne? Kako si se ti s tem soočila? Jaz ti bom čisto rekla, jaz imam zdajle pol brata, ki je glih končuje osnovno šolo in zbira srednjo šolo.
in pač se z njim veliko pogovarjam, ker tudi on je že zdaj pač zmeden, ne ve, kam bi šel v srednjo šolo, oziroma on se je zdaj odločil za računalništvo, kot je njegova sestra. In jaz mu pač govorim, da v bistvu to, kar ti zbereš faks ali pa srednjo šolo konec koncev, to ni pečat tvoje kariere. Mislim, to ne rabi biti točno to, kaj boš ti počel. Zdaj, jaz, če govorim iz lastnih izkušenj, sploh računalništvo, večina mojih sodelavcev ni imela računalniškega faksa. Oziroma ni imela nobenega faksa. Pač vsi so bili programerji, ker so bili dobri v tem, ker so se sami naučili v bistvu. Tako da jaz tudi nisem gledala na faks, na nekaj, kar je, zdaj bom pa to delala. Meni se je vedno zdelo, da tisto, kar ti delaš, da moraš ti sam se angažirati, da se neke stvari naučiš in to, da mogoče je šola tista, ki ti pokaže, kako se naučiti. No. Mene ni skrbelo. Ja. Mene ni skrbelo, da je to zdaj pač definitivno. Cool mi je bilo, da pač zberem tako smer, ker vem, da bom dobila službo kadarkoli, ne? Pa da je to nekaj, kar je aktualno, iskano, pa da je to nekaj, kar me veseli, kar me zanima. Nisem mi pa to zdelo, kar bom pa zdaj izbrala, pa je konc, pa ne moreš nič drugega. Ker sploh v Sloveniji se mi zdi, da smo ful taki, da imamo eno kariero do konca življenja in to je to. V tujini je pa recimo ful pogosto, da ti delaš nekaj, ne vem, 10-20 let, pa greš pa nekaj drugega delati, zakaj pa ne? Ja, in the best pač pristop, tako no. Sliša, da si imela dosti svobode v tem, kar večina nima. In to je pač nekaj, kar si tle res želimo dati. Tako da, evo, pristop, kako pristopiti k izbiri, nič ni za zmeram. Pa tudi itek so že raziskave, kjer pravijo, da je za človeka zdravo, da nekje na 5 do 7 let zamenjaš, kar počneš. Službo ali pa saj firmo oziroma podjetje, okolje, da zamenjaš. Tako da, ok. To se mi zdi pametno. Ja. In pa si šla na faks in delaš. Kako ti je bilo? Ti je bilo všeč, ti ni bilo všeč, si videla že tekom, tu je tu, jaz sem zadelal polno. Zdaj tako, ena stvar, ki bi jo tle omenila, je pa, če se nekaj odločiš, vseeno neko šolo narediti, ne, se mi zdi pametno, da pri tem vztrajaš. Dobro, če vidiš, da to ni to, pa ali tako da ne. Ampak neverjetno veliko mojih sošolcev iz srednje šole je pač zabluzil, po domač povedan, ne. In niso naredili nič, ne, ampak tudi jaz, recimo, ko sem prišla v prvi letnik, jaz sem imela tak primanjkljaj, mislim, jaz sem imela pač splošno gimnazijo, jaz sem bila srednje dobra v matematiki, v fiziki in v teh zadevah, ne, nisem pa imela pojma o programiranju. Pač prišli so ljudje, ne vem, iz Vegove, iz računalniških srednjih šol, ki so obvladali, ne, programiranje in jaz sem se počutila, da sem falila faks, ne. Dejansko sem se počutila, da jaz tega ne bom nikoli naredila, ne. Res sem imela feeling, wow, to pa je težko, ampak jaz sem ful trmast človek in jaz sem si vzela pač tisto poletje v bistvu, ker imaš pa jesen še zadnje šanse za izpite, da sem te programerske predmete pač naštudirala, riskirala sem poletje in pa kar naenkrat mi je bilo dosti bolj jasno. In tako, no, imela sem res feeling, da so to stvari, ki, ne vem, mogoče, da se ne bom mogla teh stvari naučiti, ampak pa, ker sem ta strah nekako zatrla, da, probala bom, če ne, bomo kaj drugega, ne, ampak se je na koncu izkazalo, da v bistvu sem samo rabila nadoknaditi vse tisto, kar so drugi že v srednji šoli se naučili, ne, in pa je bilo v bistvu, pa sem šele začela uživati na faksu. Ok, mislim, res, kako bi rekel temu, pogumno po eni strani, ne, večina bi obupala in, ampak vseeno, kako ti je bilo takrat, ko si riskirala poletje, si čutila ful manko, a ne, vseeno si stara tam 19-20 let, vse se dogaja, tam ljudje so na morju in tako naprej, ti si doma z računalnikom in tipkaš in se učiš programiranja. Ja, v bistvu ne vem, kaj je bilo točno tisto, kar me je gnalo, mogoče to, da jaz sem res vztrajen človek, no, ko se nekaj odločim, bom to naredila in v bistvu ni mi bilo težko, jaz sem se vedno dosti tem žurkam odpovedala in to, ker sem pač
imela namen ta faks narediti. Ampak počasi, ko sem jaz te stvari začela kopčati, ker sem začela uživati dejansko. Tako da, ja, bilo me je ful strah, pa bilo mi je neprijetno, ampak potem, ko pa sem se približevala cilju in pa, ko sem naredila te izpite, mi je bilo pa top. Sem bila pa ful vesela. Pač vedela sem, da bo prišel ta moment, ko bom vesela, da sem to naredila, čeprav se mi je mogoče takrat zdelo to slabo. Ali kakorkoli. The best. Ja, ker je res, ker nas v življenju točno tako te stvari pridejo. Pač pride strah, pride nesigurnost in pol je samo na tebi, ali boš pritisnil često, a ne pogledal strah v oči, kot si ti rekla, ne? Ali pa boš rekel, ok, pač jaz sem bogi, tu ni zame in brez da bi probal, bo šel nekam drugam. Ne? Ali pa upal, da bo nekaj upalo iz neba samo od sebe. Se bo, nekaj bo. Tako da, pač res dober pointer, ne. Pač, odkje bi pa rekel, da si dobila to vztrajnost, to pač neomajnost po drugi strani, ne. Pač, če si zadaš, greš in narediš. Mogoče bolj iz tega, da sem opazovala druge. Recimo, jaz sem imela ogromno sošolcev, ki so pač pustili faks, ki, ne vem, so raje hodili na žurke, ki delali izpite ali karkoli. In jaz sem skozi gledala, jaz nočem biti ta. Jaz sem dejansko čisto vsak letnik na faksu, sem jaz mogla menjati družbo, ker je moja prejšnja družba odpadla. A veš, in to je bilo kar tako. Pa se bila teka ena ta, hecam se malo, čarovnica, ne, če so se družili s tabo, so odpadali. To, da so mogli merkati, le se z njo družiti, ker ne boš naredil faksa, ne, hecam se. Ne, še slejko prej sem prišla do ljudi, ki so bili tudi toliko motivirani, kaj jaz, ampak to je pač vzelen cajt, ampak tako, ker eni rečejo, da te, ne vem, slaba družba lahko dol potegne, slaba družba te lahko tudi gor dvigne. Pa pač vidiš, kje ti nočeš biti, pa vidiš, kaj ti nočeš, no, mislim, meni se zdi, da moraš vsake situacije vzeti najboljš, kar lahko, ne, pa mogoče ne toliko biti v trenutku prestrašen in te stvari, ampak gledati na daljši rok, kaj si ti res želiš od življenja, kakorkoli. Res je. Pač vsa je perspektiva, ne, kakorkoli pogledaš, ne. Ej, ok, in pa, ki si tako, kaj ti je ta izkušnja faksa to dala tako za sebe, ki si videla, ok, če se jaz, tam je strah, nesigurnost, ampak grem čez to in potem sem začela uživati in vseeno. Pač kaj ti je dalo to za življenje, bi rekel, pol. Verjamem, da si pol pač prišla lepo do konca in si pač naredila faks, ampak kaj si dobila zase za življenje iz te cele izkušnje? Ja, v bistvu, ko sem jaz pregurala te začetne probleme, sem jaz začela res uživati in res biti dobra. Mislim, tako, moje ocene na faksu so bile toliko dobre, da sem v bistvu iz nekih 6 na začetku prišla na povprečje 8,0 na koncu, ker sem imela samo še 10. In to mi je dalo res vedeti, da ja, če si jaz nekaj odločim, bom to naredila. In nič ni, kar jaz ne moram narediti. No. In mogoče se sliši tako malo, ne vem, samo všečno, kaj tazga, ampak meni se zdi, da če se človek nekaj odloči, da to lahko naredi, no, in da to je meni dala ta izkušnja in še marsikera druga v življenju. No, vse smo velikrat tako, ker se nam zdi, da nekaj, da ne bo šlo ali pa da nismo nečemu kos, ali pa da nas je ful strah. Jaz mislim, da ne, da se lahko odločimo, pa to naredimo, no. Ok. Ja, in točno tu sem hotel slišati, ne. Tudi je dal za življenje in pač ni samo všečno, jaz bi rekel, da se ljudje premalo zavedamo, ne. If you can do it, I can do it, ne. Če lahko en človek naredi, pomeni, da lahko vsi ljudje naredimo, dobro, ne moramo biti vsi, kot Michael Jordan, bi rekel, z njegovimi predispozicijami in tako naprej, ampak lahko pa uspeš vseeno, a ne, pač vzameš mindset lahko vedno vzameš, ne, samo telo pač ima svoje omejitve, ampak mindset jih pa nima, a ne, in to je to. In kar si zadaš, pol vse se kreira v naših glavah noter, ko enkrat res pogledaš, vidiš, aha, ok, jaz nisem verjel. Ja, nič da ni ratalo, če jaz nisem verjel. Ampak veš, meni se zdi več škode od tega, da ne verjameš,
kukar od tega, da verjameš, pa mogoče si out of your league ali karkoli, pa pač ti mogoče res kaj ne bo ratalo, ampak se mi zdi, da je manj škode od tega, da verjameš in greš 100% v stvari, kukar da skozi nekaj dvomiš, pa oklevaš, pa je strah, ne vem. Definitivno. To se mi zdi večja škoda. Definitivno, ne? Ker pač prvič nikoli ne greš iz cone udobja in nikoli ne veš, kaj je možno zate, ker si izkusil tismo mehurčko noter. Če pa ti verjameš, pa ja, okej, boš failal, cool. Ampak tiska faila tudi uspene, unke pa ne upa failat, tudi uspet ne mora, ne? Pač, ker pač ne igra, ker ne igra igre, ker pač sedi na klopi in opazuje igro. Ne? Tako da, okej, kaj je bilo pol po faksu? Ja, v bistvu jaz sem že na faksu začela delati, kot vsak programer. Tako da sem se, v bistvu najprej sem bila študent, pa sem se zaposlila in v bistvu meni je bilo fajn, uživala sem to, kar sem delala, lepo sem služila, pač programerske plače so kar v redu. Ampak vseeno skozi se meni zdelo, da to ni bil moj namen v življenju ali nekaj. V tem smislu, doskrat povem, da v bistvu se mi je zdelo, da rešujem neke fiktivne probleme, medtem ko ima svet dejanske probleme, ki jih nekdo mora rešiti. Pač, ker ti, ne vem, neko kodo pišeš, to za nekoga nekaj delaš, pa večino časa neke napake odpravljaš, pa pač nič skupaj nima nekega velikega pomena, ne. Ker te nekdo vpraša, kaj ti delaš, ne, da si pač programer, ne vem, enim je to pač fascinantno, ampak kaj pa je rezultat tvojega dela, pa ni nič kaj wow, ne. V večini primerov seveda tudi imamo, lahko s programiranjem narediš spremembo v svetu ali kakorkoli, ne. Ampak meni se je zdelo, da to, kar sem jaz pač delala, da ni bilo to, no, tako. Da bi jaz lahko kaj bolj koristnega s svojim življenjem počela, tako. Kako ti je, mislim, najbrž si še en čas hodila v službo potem, tudi, ker si že to ugotovila, ali ne? Ne. Jaz sem to počasi začela spoznavati, ker sem v bistvu, začela sem delati 2012 kot študent in takrat sem jaz tudi v bistvu zbolela. Takrat sem dobila jaz diagnozo Chronove bolezni. Lahko malo popišeš, ja. Ne poznamo detajle, tudi za gledalce. To je pač neozdravljiva avtoimuna bolezen prebavil, pri katerih v bistvu tvoje lastno telo, tvoj imunski sistem napada tvoje črevesje in posledice so pač bolečine, krči, tudi poškodbe, kasneje zaradi teh poškodb lahko rak, odmiranje črevesja in celo sepsa in smrt. Tako da pač ful taka grda bolezen, recimo temu. In jaz sem takrat, ker sem dobila to diagnozo, sem začela raziskovati prehrano. Ker jaz sem bila pač, nisem se bila pripravljena sprijazniti s to mojo diagnozo in sem bila pripravljena pač narediti karkoli, da bi jaz si to situacijo izboljšala, ne. In na internetu sem najdla pač ljudi, ki imajo to bolezen in ki jo pač dobro handlajo, ne. In takrat sem jaz prvič slišala za to, kako pomembna je dejansko prehrana. In jaz sem pa zaradi teh svojih zdravstvenih težav začela to raziskovati in kasneje sem spoznala tudi, kako pomembna je hrana v tem, kako vpliva na naše okolje. Kako pomembna je hrana, ki vpliva na, ne vem, izkoriščanje živali in te stvari. In se mi je to zdelo pač, jaz sem iz nekega osebnega problema sem začela raziskovati, ampak stvari, ki sem se jih naučila, so se mi zdele toliko pomembne in da jih toliko malo ljudi dejansko ve, da jaz tega pač ne morem držati zase in to je v meni čez dalje bolj se nabiralo in tako prav motilo me je, da jaz to vse vem in da to jaz ne delim z drugimi. In se mi je zdelo, da je to pač nekaj, kar je sebično držati zase in da to moram nekaj s tem narediti, s tem vsem znanjem. Wow. Mislim, prvo nisem vedel za Chrono. Mislim, vedel sem, da si jo imela, ker si pač tu je omenjeno, ampak nisem pa vedel, koliko huda je to. Zamešal sem jo z nečim drugim. Ne bom povedal, nima veze. Ampak
Ampak se pravi, dobiš avtoimuno bolezen in pogreš v raziskavo, pač, kar je, se mi zdi, zelo dober pristop, kadarkoli se ti karkoli zgodi v življenju, da greš najprej raziskati vse možne opcije in potem se na podlagi tega izbiraš oziroma odločaš, kako se boš s tem spopadel. In ti si odkrila vse tu, se pravi, najprej, kako je pomembna prehrana in potem, kako vpliva, ne, se pravi, ta cela veriga zadaj, ker pač vsake malo bolj razišče, takoj naletiš na videote in na članke, pač kakšno je, a ne, vsi vemo, da tukaj krave onesnažujejo, jih avti ne bojo nikoli okolja, ne, recimo med drugim, ne. Ampak, ker si vse to spoznala, ti še vedno programiraš, imaš to bolezen, in pol, kdaj je prišel ta shift, ki si rekla, jaz pa, najprej mi poveš še to, kako je bilo zate hoditi v službo, ne, ki veš, da te ni več izpolnjevala, ker dosti ljudi se tudi s tem sooča, ne, ima neko idejo, pa pol hodi v službo, ki jih ne izpolnjuje in kakšna je ta izkušnja? Jaz v bistvu vedela sem, da to ni nekaj, kar bi jaz počela ful dolgo časa še, ampak nisem pa vedela, kaj drugega bi. Jaz nisem vedela, na kak način bi jaz to svoje znanje delila, ne. Jaz sem pač na sebi testirala razne te stvari in ugotovila, da se je pač meni zdravje izboljšalo ker noč pa dan, da pač nisem imela nobenih simptomov več te Crohnove bolezni, recimo, da sem si pritisk uredila, ker sem ga imela visokega včasih. Pač ful enih stvari se pri meni dogaja. Po drugi strani pa pač, v službi recimo nisem imela sogovornike za te stvari, ne. Ampak jaz sem se vseeno, pač v službi sem pozabila na te stvari in sem se zabavala s tem, kar sem tam počela. Jaz še zmeraj rada programiram, no, pač jaz uživam v tem. In takrat meni ni bil problem pač hoditi v službo, tam sem imela super sodelavce, delati pač tiste svoje stvari. Po drugi strani sem si pa skozi ful gledala pač na svoje stroške in dajala nek denar na stran, da ko bo prišel nek trenutek, da bom pa lahko pustila službo in šla delati karkoli. Bom pač ugotovila, da je to, kar bi rada. Bravo, pač res, koliko je pomembno, ne, da delaš nekaj, kar delaš, da tudi, ko pridejo taki momenti, kot si jih ti, ne, ki dobiš neko drugo idejo, pa še ne veš kako, pa še iščeš možnosti, da je vseeno ta služba nekaj, kar počneš in ti ni težko hoditi, ne. Da se vlečeš noter in hkrati sanjaš, kaj bi ti počel in pol. Vse skupaj nekje stoji in vsi poznamo več ali manj ta življenjski slog potem, ne, se zatekaš v neko odvisnost od nečesa. Ampak vseeno, vmes si rekla, da si pozdravila sebe dejansko s prehrano, a ne. Kaj si naredila? Kaj je bilo tu poglavitno oziroma kaj si začela drugače počenjati v svoji prehrani? Kaj si jedla oziroma koliko na dan in tako naprej? Mislim, prva stvar je bila definitivno to, da sem dojela, da je hrana v bistvu najpomembnejša stvar, ki jo človek dela, ki pač je vsak dan, 3-krat na dan ali pa še večkrat, in da je res dejansko pomembno, kaj daš v sebe, in da je pač hrana, ki jo ješ, je hrana, iz katere ti obstajaš, iz katere se gradi tvoje telo, iz katere se delajo reakcije v telesu, ki se delajo, ne. To ni kar tako, ne. In jaz sem pač takrat, ko sem gledala po spletu in iskala ljudi s to boleznijo, sem naletela na polnovredno rastlinsko prehrano. Torej, to je prehrana, ki je brez živalskega izvora in z čim bolj neprocesirano hrano, pač hrano, ki je nekje zrasla, ki je zrasla v zemlji. Imela sem pa tudi to srečo, da sem jaz v bistvu že v bolnici, ker sem bila, takrat, ko sem dobila diagnozo, je bilo tako hudo, da sem bila hospitalizirana en teden, ker sem imela tako močne krče, da so pač mogli me dati na ful močne protibolečinske infuzije in te zadeve. In je takrat prišel en zdravnik, ki ni bil moj zdravnik, pač tam je bil slučajno dežuren, je prišel do mene in mi je rekel, da je ta bolezen definitivno posledica moje prehrane
in da bi bilo za mene zelo pametno, da ne bi nikoli več jedla mesa. In to mi je tako pač off the record rekel, ampak jaz, ko sem prišla ven iz bolnice, sem dobila med temi odpustnimi papirji, sem dobila jedilnik dietetika, jedilnik je predpisan za to bolezen in na tistem jedilniku je bilo samo meso. In ful prepovedana je bila zelenjava in sadje. Okay. Ja. Oziroma karkoli surovega, vse bi moglo biti prekuhano, čim manj vlaknin, pač čisto nasprotje, no? In jaz sem bila ful zmedena. Ampak vedela sem, lej, očitno nimajo rezultatov, če je to neozdravljiva bolezen, očitno pač, ne vem, nekaj tle ne štima. Tako da jaz sem takrat jedla ogromno sadja, ogromno zelenjave, vse čist kontra, kar je bilo tam na unem jedilniku. Pač to je to, kar sem jaz najdla in rekla, lej, probala bom hujske, ja, ne more biti. In to je bilo to. Ok, eno vprašanje imam še jaz, pa še načet vprašanje. Kako ti je bilo nehati jesti meso in živalske izdelke? To je najbolj pogosto vprašanje. Tudi jaz, ki sem nehal, me dosti ljudi sprašuje, pa kako si nehal, kaj se je zgodilo, zakaj si nehal pač, ne? Pač ok, pri tebi zakaj je jasno, pač bila sem bolna, nekaj rabim drugače delati, ampak koliko težko ti je bilo pustiti, glede na to, da si vedela, da si se še delala norca iz vegetarijancev in veganov, se pravi, tvoja vrednota je bila meso, in pa kar naenkrat ni več meso, ne? In kar naenkrat si tu, ker si se prej delala norca iz tega, se pravi, kako se je tu v tebi dogajalo pač, ne? Ja, zdaj ti bom nekaj rekla, ker ne vem, verjetno še nisem nikoli povedala, ampak jaz sem enkrat že prej, se mi je pa zdel cool biti vegetarijanc in sem rekla, jaz bom pa nehala jesti meso. Ampak to ni imelo nobene podlage, nobenega razloga dejanskega in to seveda ni bilo nekaj, kar bi jaz lahko dosegla oziroma zdrževala. Sploh jaz, ker prihajam iz familije, kjer je meso pač mora biti vsak dan, makaj vsak dan, 3-krat na dan, vedno, ne, na krožniku, če ne pač to pomeni, da smo ali revni, ali pri nas je to ful tako, tudi statusni simbol in te zadeve. In ja, tako čist brez razloga, jaz verjetno ne bi mogla nehati jesti mesa, ampak tle sem pa res imela najmočnejši možen razlog. In kar naenkrat se mi je to zdelo banalno, pač. Ker sem vedela, zakaj. Meni se zdi, da ful stvari, ki se odločiš jih spremeniti, važno je, da veš, zakaj. Točno zakaj. In ko pride, ne vem, mogoče neka situacija, če ti veš, zakaj, ti ne bo problema se odločiti, ne. Zdaj tako, meso je bilo res najlažja stvar na svetu, no, za spustiti. Ok, kaj je bilo pa težje? Sir. Ja, mislim, tako o tem tudi dostikrat govorim, pač mlečni izdelki so katastrofa za opustiti, zato ker so dejansko zasvojljivi. Pač. Znanstveno dokazano so zasvojljivi. Mleko je narejeno tako, da teliček ne bo odstavil od mame prav daleč, ker bi pač ne bi preživel, zato je zasvojljivo. Ne? In isto je zasvojljivo tudi za človeka. In v Sloveniji je ful grozen, da vsak, ki neha jesti meso, misli, da mora pa jesti ful sira. In jaz sem isto mislila, ne, in to je pač katastrofa, ker pa res rataš odvisen in ta sir pač tlačiš povsod. In tle sem spet rabila en razlog. Takrat sicer vedela sem, da tudi je bil sir in mleko in te zadeve, da je bilo za veliko mojih zdravstvenih težav odgovorno, že od otroštva, ker sem imela skozi neka vnetja ušes, pa ta sluz, pa te zadeve, no, ki jih pri otrocih. Zdaj že veliko staršev ve, da jih povzročajo mlečni izdelki, no, ampak vseeno je bila težka stvar, no, tle sem pa najdla svoj razlog v tem, da sem videla, kako je mleko narejeno in predobljeno in ker sem enkrat dojela dejansko, da je to veliko bolj krvava industrija, kakor mesna industrija, pa pač ni bilo več dileme, ni bilo več šans, da bi jaz to podpirala. To tudi mozzarele pa ne ješ, ker še imajo tako, da mozzarelaš.
Ne, zakaj? Ne vem, pa še vprašam, ker še je pa škole, pa šune trde sere, pa mozzarella je pa bolj bela, pa tako. Če je ok. Ne, to je vse kravje mleko in to je za taličke. Pika stop. Ok, v bistvu se strinjam, jaz nimam tle kaj. Ker sem isto raziskoval in tako naprej. Še včasih pa pojem kakšno mozzarello na pici in tako naprej, to je, ampak to je tako redko. Pa zalijem vedno z vlakninami na polno, da to čim prej spustim, da se ne brije preveč telo. Ok, vprašanje od četa je bilo, v bistvu JP je vprašala, si imela strast do kuhanja, preden so ti ugotovili to bolezen? Ja, v bistvu ja. Pa tudi to kuhanje je v bistvu ena od stvari, zakaj sem se jaz lahko odrekla tem stvarem, čeprav sem bila ful gurman. Je bilo to, da sem se angažirala in sem si sama naredila hrano, ki mi je ustrezala. Tako da ja, jaz sem v bistvu kmalu potem, v bistvu, ko sem dobila diagnozo, sem začela ful kuhati in takrat je res prišlo to ven in že takrat sem začela svoj prvi blog z recepti in te stvari. Ampak ja, bolezen je bila definitivno motivator, da sem jaz to začela, ker sem jaz sem res rada dobro hrano jedla, no. In nekako sem vedela, še zmeram jo, ne? Sej to, ne? Ja, ok. Ja, hotel sem potrditi, ne, ki si rekla, jaz sem res rada dobro hrano jedla, se pravi zdaj, ki ni mesa, zdaj ni, kaj sem se. Ne, glej to, pač res vse se da narediti, da se zadovoljiti brbončice in vse potrebe, tako fizične kot mentalne. Tako da ja, to je bilo zakaj sem res začela kuhati, ne. Sem pa že prej, ja, od nekdaj sem v bistvu rada z babico kuhala in tako. Ok, the best. Pač kaj, tle je eno vprašanje, ne, vedno, ki ga tudi jaz dobim in pač jaz se ne reagiram več, ker pač z ljudmi racionalizirati sem ugotovil, sploh če stojijo na svojem bregu in noče spustiti, je ful težko, ampak vseeno. Dosti ljudi reče, ja, kje pa pol beljakovine dobiš? Ker beljakovine so same super vlečni izdelki, pač večina ljudi prepričanih. In zakaj te tudi tako sprašujem je, se mogoče si videla, pač delamo highlighte tudi in se mi zdi ful dobro, da pol kakšne stvari izrežemo, damo gor, še posebej ljudi, ki to raziskujejo in pač še bolj, kot da raziskuješ, ker probaš, ti si pač živi dokaz tega, da ko si opustila določene tipe pač prehrane, se ti je zdravje izboljšalo, se pravi, tle ti noben ne mora oporekati dejansko, ne, noben ne mora reči, ja, zdaj pa, tu pa, ki ne je mesa, bo pa umrla, če je preživela zaradi tega, ker ne je mesa, pač, what, tako da, odkje pol, se pravi, nadomeščaš, ki si rekla, tvoje kuharice zdaj so polnožanjena, polnovredna kuhinja, se pravi, kaj je glavni vir beljakovin in tega? Dve stvari bi zdaj izpostavila na tej točki, ne. Ena je ta, ja, ful vidim problem v tem, da ljudje vidijo, kakor da sem jaz se pozdravila zaradi prehrane, ampak to ni res. Jaz sem zbolela zaradi prehrane. To je ful pomembno, da ljudje razumejo, ker če ne si mislijo, ti si pač neki special in pri tebi je bilo tako, pri meni ni tako, ne. Jaz sem pa tvoja snežinka, ali kakorkoli se reče temu, ne. In ja, pač dejansko je sodobna prehrana, kakor jo imamo v Sloveniji, je toliko zelo neprimerna. Ne gre se za to, da bi bila rastlinska prehrana toliko magična, zdravilna, ampak dejansko nam res boljš ustreza. In v bistvu zelo veliko ljudi ne ve, da je višek beljakovin veliko bolj problematičen kot manjek beljakovin. To je v bistvu nekje, ne vem, v 50-ih ali v katerih letih so se začele te beljakovine promovirati, kakor več je, boljš je. Ampak to dejansko ni res. Dejansko višek beljakovin je grozno problematičen za človeško telo, zato ker nastajajo kisline, nastajajo pač vsi ti odpadni produkti, ker telo z viškom beljakovin ne more narediti nič. In se mora zelo, zelo matrati, da jih izloči iz telesa. Tako da v bistvu rastlinska hrana
Zdaj, če ti dam najbolj banalen primer, če bi recimo človek cel dan jedel samo krompir, sicer bi ga mogel pojesti, ne vem, 4-5 kil, da bi zadostil svojim energijskim potrebam, ampak bi dobil dovolj beljakovin. Naše potrebe po beljakovinah so v bistvu v istem razmerju, kot so hranila v rastlinski hrani. Dejansko nič ni treba dodajati. Ne vem, če že ti ješ stročnice, recimo fižol, čičerika, leča, te stvari, to so že v bistvu visoko beljakovinska živila in boš sigurno dobil dovolj beljakovin, če ne celo preveč. No? Je pa res, da pri beljakovinah rastlinskega izvora so veliko lažje za procesiranje, za presnovo, ker so v bistvu v aminokislinah manj kompliciranih, manj je žvepla, manj je teh zadev, ki je za človeško telo škodljivo, no? Ampak v rastlinski hrani je čist dovolj beljakovin. Bolj je problem to, da je v živilih živalskega izvora preveč beljakovin. No? Ok. Mislim, zanimivo. Veš, kaj si mi dala zamisliti, ker se pravi, tlej bi te čisto vprašal za sebe osebno. Pa če jaz ponavadi, recimo, če Urša skuha makarone, ne? Z paradižnikovo omako, se pravi, tam zdaj imamo samo hidrate več. Ne? In pol jaz pojem dosti tofuja. Kako ti gledaš na tofu? Zdaj tako, če najprej vzamemo testenine, pa če se to polnozrnate testenine, imamo že tle 15 gramov beljakovin na 100 gramov. Torej, to niso samo hidrati. V bistvu nobena rastlinska hrana... Medva jeva rume brezglutenski, tako da ne vem kaj. Ok, nima veze, ampak pač, če ti gledaš hrano, ki je čim manj procesirana, ni nikoli samo ena stvar, ampak je vse noter. Noter so hidrati, noter so beljakovine, noter so vlaknine, vse. Tako da to ni problem, ne? Zdaj, ko praviš tofu, to je pa pač ima več beljakovin, ja? Ampak kaj pa specifično te zanima glede tofuja? Ne, če včasih pomislim, da mogoče, ne vem, bi zdaj, ki si zdaj tako omenila, višek beljakovin, kako vpliva na telo, pol meni tako ima začne, ok, kaj pa, če mogoče jih pojem preveč v neki meri. Glej, to ti hočem reči, da v bistvu pri rastlinskih beljakovinah in pri ostalih hranilih, ti bom dala še en primer, recimo železo. Če imaš ti železo rastlinskega izvora, torej ne hemsko železo, se bo v telo absorbiralo točno to, koliko ga ti rabiš. Če imaš pa ti hemsko železo, ki je pa v mesu, se ga pa lahko absorbira preveč, ker pač telo nima kontrole. Telo se v bistvu pri rastlinski hrani mora majčkeno potruditi, da se stavi razne stvari, recimo beljakovine ali pa ne vem, da spremeni železo v to železo, ki ga mi rabimo, ne? Pri živalski hrani je pa v bistvu to, kar ima žival vse, je toliko podobno tem, kar imamo mi vse, da telo nima kontrole. In v bistvu pri rastlinski hrani se lahko on odloči, koliko bo absorbiral nečesa, medtem ko pri živalski je pa veliko večji problem, ker se ne more. Ok, cool. Se pravi, da če je tle višek, bo telo to spravo ven in čau. Ok, vprašanje, kako so pa starši sprejeli, da si postala veganka, glede na to, kar si podelila, tudi glede na to, da si v bolnišnici dobila dieto z mesom. Ali? Se pravi, zdravniki so ti rekli, jej meso. Doma si itek rekla meso 3-krat. Kako so starši to sprejeli? Ja, na začetku v bistvu jaz sem povedala takoj, kaj so moji nameni in so me takoj tudi podprli. Ker so bili ful so bili žalostni, pač kaj se mi je zgodilo, ful so bili šokirani in so me 100% podpirali, pač da je to nekaj, kar jaz moram probati. No? Tako, pa kasneje pa, ja, mislim, na njih to ni prav dosti vplivalo, mene niso nikoli, ne vem, zbadali zaradi tega ali pa karkoli. Je pa res, da se je tudi poznali, da sem jaz takrat glih se odselila od doma, ker sem šla študirati, ne? Tako da v bistvu nisem imela toliko veliko stika s tem, kar jaz jem, razen, ker sem hodila domov na obiske, pač so bili celi zmedeni, kaj naj zdaj meni ponudijo, kaj mi ne naredijo, ne?
Ampak drugače pa se niso kaj dosti dotikovali. Videli so, da sem zdrava, da sem srečna in pa nisem imel kaj. Ja, to je najbolj zanimivo, ne? Ker nekaš jesti meso, ljudje, ker kaj naj ti zdaj kuham? Pač babi, krompir pa zelenjavo, v redu sem. To je to, simple, sam meso daj ven, I'm still good, ne? In so pač, in pol se mi bo, ker nekaš jesti meso, zdaj pa je začel komplicirati. Kako komplicirati? Pač še manj ti je treba početi za mene, kakor si prej, ne? Tako da mi je pol zanimivo, pač, ker ljudje karatejo zmedeni, pa kako. Ok, in da je prišel pol tipping point, ki si ti rekla, ok, zdaj pa dost ne bom več delala te službe in grem jaz na svojo pot samostojne podjetnice v bistvu. Ok, ta pot ni bila tako fajna, kakor se mogoče zdaj sliši. Jaz sem, čakaj, zdaj ne vem točno katerega leta, mislim, da 2017 ali 2018 že, sem bila na obisku pri svoji sestri, ki živi v Sydneyju v Avstraliji. In tam je tudi ona pač nekako mogla za mene skrbeti oziroma kuhati zame. In mi je predstavila eno storitev, ki jo imajo tam, in sicer, da oni dobijo vsak teden v eni škatli dobijo tako noter paketke po dnevih in noter so vse sestavine pa recept, ki ga rabiš, da si boš skuhal večerjo oziroma kosilo oziroma karkoli. In to je bilo meni tako fascinantno, ker jaz sem pač iskala način, kako bi jaz ljudem približala rastlinsko hrano, ne? In se mi je zdelo, wow, če bi jim jaz domov pripeljala pač vse, kar rabijo za kuhati, pa še en ful dober recept, pa ni šans, da bi mi rekli ne, veš. To bi ziher vsak probo, ne. In jaz sem takrat šla iz te Avstralije, pač jaz bom to naredila, točno to bom naredila, to je to, kar sem jaz čakala. In pa sem pač seveda sem se zdali bolj trpela v službi, no, ni bilo tako, da bi še zmer nekaj ful uživala, ampak nekako se je nabral glih dosti tega, da sem imela dosti, pa glih dosti neke nove motivacije, da je to pa bilo to, da sem rekla, evo, dajem odspavati in grem na svoje. In jaz sem takrat hotela potem te paketske hrane oziroma sestavin delati in sem dejansko, ko sem pustila službo, sem tudi šla na neko izobraževanje za mladega podjetnika, da sem tudi neko subvencijo od države dobila. Odprla sem firmo, to DOO takrat, zaradi odgovornosti pri delu s hrano. Naredila sem svoj živilski obrat in začela sem delati te pakete, ampak delala sem dejansko vse sama. Torej sem delala recepte, nabavljala hrano, jo pakirala v male paketke, dostavljala strankam na dom. Pač zadala sem si preveč, kar bi jaz lahko, mislim, 10 ljudi bi rabila, no, da bi ta operacija takrat laufala, ampak to je bil en tak, neka fantazija, no, tako, ker sem jaz rekla, jaz bi pa to naredila. In jaz sem res, jaz sem pripeljala to stvar do tega, da je funkcionirala, ampak nisem je mogla seveda ne sama izvajati vsega tega. Ampak takrat mi je tudi pa že zmanjkalo denarja, v bistvu to, koliko sem danes pripravljena investirati v to oziroma riskirati, ne, sem rekla, glej, to pač žal ni bilo to, dajmo reči stop, dokler sem jaz še mentalno pri sebi, ker to je mene iztrošilo beyond words, no, to je bilo res pač od jutra do večera vsak dan v tednu je bilo delo. In po eni strani je prišla spet una točka strahu, zdaj sem pa pustila službo, zdaj sem pa naredila biznis, no, več minusa koristi, ne. In sem bila spet na točki nič. Ok, kako je bilo to za tebe, a ne, ker pač, ker to je glih eden največjih razlogov, zakaj ljudje ne grejo, ker se bojijo, da bodo, a ne, jaz bom šel zdaj na svojo pot in pol bom failal, a ne. Sprav ne bo ideja, ne bo uspela, ne bo mogel živeti od tega, ne. V Sloveniji je dosta fama, pa delaš nekaj, kar ima varnost, pa živiš lahko od tega, tako ne, čeprav pač nobena služba ni varna, če se voziš z avto v Munju, ne.
Ja, recimo. Ne, Ampak mislim, vseeno, a ne, kako odpreš svojo firmo za laufati, pač predvidevam, da stranke so bile, samo je bilo verjetno povpraševanje večje, kakor si ga lahko zadovoljila in kakor si ja. rekla, bi se iztrošila in pol je bila točka nič, ker si mogla tu pač prenehati delati. Kako je bilo to za tebe? Pa tudi v bistvu nisem čist svojega cilja, svoje misije popolnjevala, ker so bile stranke bolj take, ker jim je šlo se za praktičnost, pa ne toliko za rastlinsko prehrano. Oziroma, jaz sem, recimo, ker sem dostavljala te pakete, sem velikokrat mogla še odgovarjati na kakšna vprašanja, ker pač ljudem sploh ni bilo jasno, zakaj jaz to delam, zakaj je taka hrana, kaj je. Njim je bilo pač praktično pa fino, ne. Niso pa vedeli, zakaj je to dobro za njih. No? Tako. In jaz sem pač, ja, ni bilo to, ne. In s tem ni nič narobe. Jaz mislim, da največji problem je to, da mi vidimo samo tisto, kar je ratalo. Pač vsak, ki ima svoj biznis, jaz grem staviti, da ni bila to prva ideja, pa tudi če je bila, pač vedno gre nekaj narobe in mora iti nekaj narobe, ker iz tega se nekaj novega naučiš. In jaz sem se naučila iz te svoje izkušnje ogromno in ne bi zato omenjala nič. V bistvu glih te pakete, ki sem jih jaz delala, večino receptov, ki sem jih zdaj v svoji kuharici izdala, je iz tistega časa. Tako da pač, ne bo ratalo vedno, seveda ne bo in s tem ni nič narobe, vzam največ, kar lahko iz te izkušnje in greš naprej. Ok, in kaj si ti vzela in kako si šla pol naprej? Vzela sem recepte. Nič pač, jaz sem takrat sem se že preselila tako v eno stanovanje, ker sem imela še cimro, da sem čim bolj znižala svoje stroške, ker nisem imela nobenih prihodkov in sem rekla, pač jaz zdaj rabim en čas, da pridem k sebi, ker je mene to pač toliko izžel in ko bo prišla naslednja inspiracija, bo pač prišla. Jaz nisem zdaj aktivno spet iskala, kaj bom jaz naredila, ne. Vedela sem približno smer, kaj hočem narediti, ampak pri meni je bil problem to, da jaz nisem verjela, da ljudje sploh kuhajo po kuharskih knjigah, zato sem jaz skozi hotela nekaj več od kuharske knjige narediti, ne. Ampak ja, jaz sem še zmeraj pač, sem se učila naprej, sem se tudi malo izobrazila bolj formalno, še en certifikat za polnovredno rastlinsko prehrano sem naredila. In pač kuhala naprej, delala to, kar v čem uživam in pa sem pač, ja, me je skrbel, kaj bo zdaj. A bi jaz mogoče mogla iti nazaj v službo, kaj bom naredila. Po drugi strani se mi je pa vseeno zdelo, da bo vse nekako bilo tako, kot mora biti, da se bo nekako poklopilo. In pa je res v bistvu me je klicala Špela Behar, ne vem, če jo poznaš. Ona je prehranska svetovalka. In eno noč ona ni mogla zaspati, ker ona je pač v bistvu moja prijateljica že kar nekaj časa, ampak nikoli nisva tako, mislim, vedela smo, da bomo nekoč sodelovali tudi poslovno in ona je rekla, ti si ful receptov naredila, ne, za to pač, za te pakete in zakaj ti recepti zdaj stojijo, kaj je s tabo, ti boš to izdala kot kuharsko knjigo. Jaz ko ne bom izdala, ker noben ne kuha po kuharskih knjigah, ne. Ampak vseeno je nekaj se začelo dogajati. V bistvu to je prišlo do mene v bistvu, ne. Jaz o tem nisem razmišljala, ker se je meni to zdelo, ni se mi zdela dosti dobra ideja ali kakorkoli, ne. Pa po drugi strani pa vseeno sem jaz, že takrat, ko sem te pakete naredila, sem naredila v bistvu recepte na karticah, za stojalom in to je bilo ljudem ful všeč in pa sem pač prevzela ta koncept receptov na karticah, ki so ful bolj praktični, kot dejanska kuharska knjiga, ne. In sem rekla, glej, v bistvu mogoče pa jaz vseeno lahko prepričam ljudi, da bojo kuhali po mojih receptih, ne. Da se jih lotim, ja, da se jih lotim tako, da bojo pač že fizično bolj praktični. Po drugi strani pa v bistvu sem rabila nekoga, ki mi je povedal, da je bila takrat Špela, da pač so moji recepti res posebni. Da to ni nekaj, kar najdeš na internetu, ne. In v bistvu sem takrat dojela tudi, koliko pomembno je, da ti imaš nekoga na svoji poslovni poti, da nisi sam.
Ker sam biti je najtežje. In jaz sem tak človek, ki bi vse sam naredil, to je groza. Vse bi vse sama naredila, ne vem, ker sem začela knjigo delati, jaz bi jo sama oblikovala, sama spletno trgovino, sama, ampak ne, to ni način. In v bistvu ja, ker sem pa se začela povezovati. Mislim, če se tle ostava, lahko je način, sam pregoriš. Pregoriš? Noben uspešen do zdaj ni prišel do tega sam, če smo iskreni. Noben uspešen človek ni ratov sam uspešen, ampak je vsak na ekipo za sam. Zdi da je pomembno, da tudi tle izpostavimo. Pa vprosti sem te prekinul. Ja. Ne, to je res ful pomembno, to moramo res poudariti, se mi zdi. In to, da je preveč dela za eno osebo, ampak to ni vse. Ti tudi rabiš nek drug pogled, ti tudi rabiš nekoga, ki ti pove, to je pa res dober, kar delaš. A veš, ker ti sam za sebe, ti sploh ne veš v bistvu. Ti si v nekem svojem mehurčku, ker ti veš stvari, ki jih ti veš, ne zavedaš se pa, da drugi tega ne vejo, oziroma da kaj je že ta kompleks, ker se ti zdi, da si vsiljivc, pa da itak vsi vejo, kar ti veš. No, pač to je zelo pogosto, da se sploh ne zavedaš svoje unikatnosti. Ne zavedaš, ja, kaj doprineseš. In je tudi ful fajn, da imaš nekoga, ki ti v bistvu špego postav, pa ti pač pove te stvari, ki jih ti v bistvu veš, ampak ne vem. Ne verjameš, bi rekel temu. Ne verjameš, pa tudi pozabiš vmes. Ne vem, zdaj, če je to sam pri ženskah, koliko smo ful hormonsko, hormoni ful vplivajo na nas, ampak ne vem, pridejo dnevi, ki točno veš, kaj hočeš v življenju, ki si prepričan vase, ki je vse tako, kot mora biti. Pridejo pa dnevi, ki je pa vse narobe. Ker ne vem, ali se ti res nekaj zgodi, ali si pač samo slabe volje. In takrat pač rabiš nekoga ob sebi, ki te podpira, ki te motivira, ki ima svoje ideje, ki ima svoje ambicije in pol nastanejo neke dobre stvari. No, vse meni se tako zdi pač. Ni samo za ženske. Ni samo za ženske. Pač vsi to je človeško, vsi se s tem soočamo, sam pač vsi iščemo razlage, zakaj se. Smem, da mogoče moški, sploh v Sloveniji, hitreje to utopimo v alkoholu. Pa se pač ko je, ne? Pač greš in spiješ 1-2 pive in pol nekako zguraš dalje. Ne? Pol ženske pa povejo in pol imamo to famo zunaj, ženske so bolj čustvene, moški niso, v bistvu se vsi z istim delamo. Ker je pač to nekaj čist človeškega, vsakmu se je nekaj zgodilo v otroštvu, ki si ful verjel vase in pa se je zgodilo neki rezultat ni bil takšen in pa si rekel, ok, mogoče pa nisem jaz dosti dober in pa živiš, kakor da nisi dosti dober in pol pač. Pridejo trenutki, ki se ti zdi, tako, ki si rekla, ideja je fenomenalna, let's go, vse dobro dela in pa pride kar iz nič. Mislim, kar iz nič, ampak neka misel mogoče, v kateri si preveč verjel in pa se ti vse zdi brez veze, bolj da jaz vse zaprem, pa se tega ne grem več. Kva se jaz grem, razumeš, kdo jaz misliš, da sem, ne, pač. Se nisem nič posebenega, pač to lahko vsi, ne. Tu, ki si rekla, je pomembno, da si obkrožen z ljudmi, ki ti pol to povejo, lej, pač niso vsi taki, pač izjemno si in nadaljuj, karkoli delaš, ker dela razliko na koncu. Pa tisto, kar sem že na začetku v bistvu omenila, ne, če ti verjameš v sebe, pa tudi če je mogoče preveč, pač recimo, da lahko kdaj tudi preveč, ne, se mi zdi to manj škodljivo, kakor to, da se daješ v nič, pa da se zatiraš, pa da imaš te mračne misli in to. Definitivno. Dejansko se mi zdi, ja. Vse razlika je dosti očitna, en se ful pritožuje, drug pa išče rešitve, kaj lahko še naredi, da mu bo uspelo. Točno to. Če že ne drugega, je pač ta danes zelo popularen izraz, pač toksičen rataš, ne? Če ne verjameš vase in greš za tem, ker si želiš v življenju. Pač kar je logično, ne? Pač hruška, ki je pade iz drevesa, pač gnije in ki gnije, pač vse okrog nje malo gnije takrat, ne? To trava začne gniti pod njo in tako naprej, kar je okej, ne? Se pa pač se pognoji in tako naprej.
ljudje isto, pač si toksičen, pa pač umreš, pognojiš zemljo in pač zrastejo rožice. Heca se vam pretiram. Ni dosti daleč od resnice, le pač. Ja. Ok, in pol te je spodbudila ta prijateljica Špela, ne? Ti je spodbudila, napiš kuharico in ti si pa rekla, ok, pač te kartice in tako naprej. Ja, v bistvu rekla je, imaš 2 meseca. Vem, da recepte imaš 2 meseca, naredi to. In to je bilo res the best, ker jaz sem pa še eno pomanjkljivost, ali kaj je to, jaz sem perfekcionist. Karkoli dam od sebe, hočem, da je perfektno. In to me je tudi življenje naučilo, da to ni način. In da, mislim, da človeštvo bo veliko bolj profitiralo od tega, če dam jaz nekaj od sebe, kar mogoče ni perfektno, pa vsaj dam od sebe, kakor da ne dam nič od sebe, zato ker ni perfektno. In tudi tle, recimo, me je ona dopolnjevala, ne, ker je pa točno nasproten človek od mene. Ona pa sam ven, ni važen, koliko ti je, ne. Važen je, da to ljudje vejo, da se naučijo nekaj od tega. Jaz sem pa bolj tako, vse mora biti 100% perfektno, tako da ja, je bilo ful dobro, ker je v bistvu rekla, 2 meseca ti dam, naredi to in pa gremo, akcija, neč čakati. Ampak tle bi se ustavil, ker te pa ona rekla 2 meseca ti dam, ne? Zakaj? Ker dosti ljudi, ki tako rečeš 2 meseca ti dam, pa je 2 tedna ti dam, karkoli si dajo, ne? Je pol ja, kdo si ti? Kaj mi boš pa naredil, ne? Kaj pa bo po 2 mesecih? Mi boš pač, kaj ti je ona, kaj ti je dala kakšen ultimat, če v 2 mesecih ni bo tako, ali 2 meseca ti dam, je bo tebi že ok, pač že dosti velik izziv. Pač, ker dostikrat ljudi naletiš na upor, ker rečeš, ne, pa zdaj pa ponavadi moraš vedno dati nazaj nekaj morajo zgubiti, po domače rečeno, ne, ali pa nekaj morajo dobiti neprijetnega, da pol naredijo, ne, se pravi pač, kako si ti doživela tukaj? Ona prijateljica ti reče, 2 meseca ti dam, da izdaš kuharico in ti si rekla, ok, ali si kaj tako, ni šans. Jaz sem bila ful vesela, ker jaz sem točno to rabila. Ker meni moraš dati nek rok, moraš mi dati neko brco v rit, neko spodbudo, ker sem pa tudi prokrastinator, jaz bom pač vse do zadnjega odlašala, ne. In ker je bil res to takem, jaz sem v bistvu rabila sem več kot 2 meseca, ampak jaz sem bila odločena, da bom to naredila v 2 mesecih in jaz sem res takim zagonom delala vsak dan in res sem bila vesela, ker sem imela spet nek cilj, nek oprijemljiv cilj in to je bilo meni top. Jaz sem bila tako vesela, da je v bistvu ona to naredila, čeprav sem spet garala, ker zmešana, ampak mi ni bilo težko, ker sem videla cilj, wow, res bom izdala svojo knjigo, noro, in bom naredila vse. Ja, the best, pač, bolj je zanimivo, ne, ker, zakaj je zanimivo, ker ljudje imamo dosti takih ciljev, ne, pa si reče samo vse, pa ajde, 2 meseca, pa tam, ampak ne dela, ker samo vse rečeš, ne poveš nobenemu drugemu, ne, in ker je vse pri tebi, se noben ne ve, ok je, če ne naredim, ne, čeprav žrete pa isto, kot če bi povedal celemu svetu, pa ne bi ratalo, ne, pa bi pa rabil s celim svetom spet počistiti, ne, pa še reči, ok, rekel sem 2 meseca, ni ratalo, rabim še 1 mesec, ste vsi ok, smo ok, ajde še 1 mesec, pa narejeno, ne. Pri sebi pa dosti si rečeš, ok, bom, pa sej nobene, sej ok, sej ok. In pa tako, ne, hočem reči, se ti želje, cilji, tukaj ti je pomembno, se skuša odlaša, tako ki si rekla, ta prokrastinator se hitro vključi in je dosti pri vseh ljudeh prisoten, ne, in glih tle je pač vrednost ljudi okrog tebe, pa temu, da daš besedo drugim ljudem, da daj boš nekaj narediti. Ja, itak, to je ful pomembno, pa da imaš okolje, v bistvu, ki te spodbuja, ne. Po drugi strani pa v bistvu se spet vračam na začetek. Če imaš ti res neko vizijo, željo, veš, zakaj nekaj hočeš narediti, pa lahko mi čakaš, da boš to naredil. In ne boš nič odlašal, ker veš, da to hočeš narediti in res ni težko. Ok. Ja. Prede koliko si rabila točno? 2 meseca pa? Kar dosti več. V bistvu je bilo tako, da smo rekli, da bomo naredili v bistvu predprodajo. Mislim, da se je začela, pa nisem ziher, marca ali maja.
nekaj takega. Tako da ja, nekje dobre 3 mesece sem rabila, pa so bile pa še te zadeve s tiskom in temi stvarmi, ki je bilo treba se zmeniti in dobiti ponudnike in to. Ampak ja, mislim, da 3 mesece sem rabila. Ok, ne. Ampak če pa ne bi tega imela, pa še danes ne bi noben kuhal mogoče. Ne, mislim. Pač realno, moramo reči Bob, tako je, ker ko enkrat pa pogledaš nazaj, ok, če mi ne bi rekel, ok, nisem naredil v 2 mesecih, sem naredila v dobrih 3. Če mi ona tega ne bi rekla, bi še danes bile te recepti tam, kjer so bili, preden mi ona to rekla, ker pač ne bi bilo perfektno. In nikoli ne bi bilo perfektno. Tudi če bi 60 let delal na tem, ne bi bilo perfektno. Ne? In ne bi nikoli izdala. Pač to je realnost tega, ker pa se doskrat včasih jemljamo za samoumevno potem. Ne? Ja, vse je normalno. Pa pomisliš, ne, ni normalno. Pač. Ne bi se zgodilo. Ja. Ne? Okay. Ne, pa sej sem še sem jaz mogoče naredila več, kot bi kdo drug. No? Jaz sem res vse recepte sem v nulo preštudirala, prekalkulirala vse hranilne vrednosti, da je vse perfektno, da vse sem še enkrat naredila, da ja, delujejo, vse fotke, ne vem, pač res sem naredila tako, kot sem hotela. No? Še zmeraj so bile neke pomanjkljivosti. Ne bom rekla, da je bilo perfektno, ne? Ampak sem jaz enkrat videla, kak efekt ima to na ljudi in kaj se je dejansko zgodilo, ker je ta zadeva prišla ven, ker so ljudje začeli kuhati, pa sem pa res videla, da ni važno, če sem tam eno čebulo pozabila. To je res sploh ni pomembno. Ali pa če ne vem, kakšna fotka slaba. Look at the big picture. Pač ljudje kuhajo tvoje recepte in to je vse, kar je na koncu važno. Točno to. Ja, valjda, perfekcionist bo vedno najdel. Tudi zdaj verjetno, če bi cel svet kuhal po tvojih receptih, ne bi bilo zate dosti dober. Pač perfekcionistov ni nikoli. Zmeraj je, ja, pa že tam je uro. Pismo sem dala 2 ščepca tega, kaj se hoče reči, soli, pa samo 1 ščepec. Ampak ja, the best, mislim pač. Ok, 3 mesece bo pošla ta kuharica ven predprodaja. To je šlo kdaj ven? Mislim na maja. Mislim se zdi, maja ali junija. Ja, lani. Glih je v bistvu ta korona bila v polnem razmahu, ta prvi val in to, in meni je to ful ustrezalo, ker sem res lahko delala, pač nisem imela kaj drugega početi, doma smo bili in jaz sem res delala. In pa je ta predprodaja šla ven in zadeve v bistvu niso bile še čisto končane, smo imeli še kar par izzivov. In ta predprodaja, 200 kuharic smo rekli, da damo ven v predprodaji, da dobimo pač nek del denarja za to, da bomo sploh naredili zadevo. In teh 200 kuharic je šlo v manj kot 2 dneh. To je bil pač tak naval, da jaz si v najbolj norih sanjah nisem mogla predstavljati, da bo to tako šlo, kakor je šlo in pa je to valjda še več zagona dal, da smo pač res, jaz sem še zmeraj hotela precej perfekten izdelek in tudi zato smo potem iskali ful kvalitetno škatlo in te pač zadeve, ker to je bilo kar zariban dobiti, no? In se nismo pač zadovoljili z neko potem zadevo, ker sem res hotela, da je to kvaliteten produkt, ki ga bo imel človek lahko do konca življenja. In tako da ja, smo pač, ker smo razprodali to predprodajo, pa smo pa zavihali rokave in ja pač, da smo natisnili te kartice, škatle, da smo to sploh imeli kam dati, prišpeli doma, je bila cela garaža okupirana, od tal do stropa je bilo teh kartic in škatel, to si sploh misliti ne moreš. In potem sem jaz v bistvu 1 mesec, mislim, da smo obljubili strankam, da potem, ko so naročile, da bojo čez 1 mesec dobile izdelek in mislim, da so ga dobile čez 1 mesec pa 2 dni, nekaj takega. Da smo se mogli malo upravičevati za zamudo in sem jaz šla pač, sem šla k Špeli, ker ona v Žireh živi in smo spakirali teh prvih 200 pač kuharic in takrat je bilo meni tako, ne vem, nerealno, kada sem v nekih sanjah, sploh nisem mogla verjeti, kaj se dogaja, no.
Še jaz sem dobil kurjo pol, zdaj, ki si to povedala, ker te prav tako lahko doživimo, ne, koliko se greš en tak projekt in potem tako prodaš in ti ni nič jasno, kdo je zdaj to kupil, zakaj glih od mene jih kupil, pa kako, pa kaj, ok, pač 200 jih imamo, to moramo iti, pa narediti, le pač druge ni, ne. Ja, mislim, mene ni skrbel, jaz sem vedela, da ljudje to rabijo, pa vedela sem, da bojo zadovoljni. Mene je v bistvu najbolj skrbel, če sem jaz zadovoljna. Ok. Ja, res nisem bila prepričana, mislim, vedno je tako dvomiš v sebe, ne? In jaz sem vedela, pač, da jaz sem kuhala po teh receptih, ne vem, v zadnjih 3 letih ogromno in da jaz sem zadovoljna in tisti okrog mene so zadovoljni, ampak kaj bo pa prinesel to, me pa vseeno malo skrbel. Ampak pa, ker sem videla, da je to bil zadetek v polno, no, pa mi je odleglo. In nam. Ja. In nam, ki imamo tvojo kuharico doma in tudi odleglo, pa zdaj žena ne rabi več gruntati, kaj bi kuhala, ona pač odpre tvojo in tu mene pošlje v trgovino, mi napiše seznam, jaz prinesem kar gor piše, nič ne sprašujem, zakaj, kdaj, kje jih bo uporabila. Tako da, pač ja, ful ti hvala, da si to naredila, res. Čeprav, a ne? Ja, mislim, se mi zdi, da dostikrat premalo rečemo hvala ljudem, ki nekaj prodajajo, ne? Ker si mogel od njih kupiti in zdaj sem kupil, to je to, ampak ni, ne, pač vseeno, ne, da je to nekdo naredil in se za to potrudil in pač dal, a ne, noter, kot si ti rekla, vseeno v 2017, pa še prej si začela s tem, ne, in noter vloženega nezga dela, a ne. In zato bilo treba nekaj narediti. Ni to tako enostavno, dajmo se malo spomniti, kaj bi skupaj zmetali, pa poslikati, pa sem tam, ne. Kot si rekla, še sama testirati, pa da pol ljudje okrog tebe probajo, se pravi, testno grupo rabiš, a ne. Pač vrhunsko. Veš, kaj bi te prosil, daj povej eno anekdoto iz kuhanja teh receptov, ziher jih imaš milijon, a ne, pač smešnih prigod, jaz moram nujno na stranišče, tako da, pa je tu podel. Okay, ja, zdaj me boš samo pustil, da moram jaz biti govoriti. Ja, tako. To je moja nočna mora. Ja, nisem rekel, da bo ta oddaja udobna v vseh pogledih, ampak to je skoraj vsak gost naredi, jaz pač imam. Sej pa bova pa počasi tudi mogla zaključiti, ker bom jaz tudi mogla iti. No, ni problem, samo moram res iti na stranišče. Tako da, eno anekdoto povej, malo sve ljudi, prijete koji, biramo. Ok, bom probala se spomniti nekaj. Je bilo kaj dejansko smešnega. Res me je presenetil. Pa ne vem, če je kakšna glih anekdota, no. Ne vem, v bistvu lahko bi povedala to, da je večina receptov, ki sem jih jaz napisala, ki so zdaj v moji kuharici, so nastali tako, da sem jaz imela v hladilniku ene stvari, ki sem jih mogla porabiti, pa pač v shrambi, tisto, kar imam v shrambi, pa v bistvu moja lastna lenoba, da se mi ni dalo v trgovino iti pa kupiti nekaj za ne vem, kakšno drugo jed, me je pripeljala do tega, da sem ustvarila v bistvu najboljše recepte. Tako da, ja, jaz vedno se hecam, da se igram mystery box, kot je pri Masterchefu, ko imaš nek nabor na videz nepovezanih sestavin in potem probaš iz tega narediti najboljše, kar lahko. In tako jaz večinoma delam svoje recepte, kar se mi zdi zanimivo. Aha. Samo meni si govorila za hrbte, kako bi lahko pustil sanjo, ne heca se. Kakšna je bila izkušnja zdaj, ki si povedala? Še nisem to govorila. Povedala sem v bistvu, kako jaz delam recepte, ker to je marsikomu zanimivo. No, pa še enkrat povej. Ja, sam tako, da v bistvu delam, a si gledal Masterchefa? Ja. A veš, kaj imajo tam izziv, ki se mu reče mystery box? Ja. Ali odprejo eno škatlo in imajo noter ene stvari, ki niso povezane in pa morajo iz tega narediti najboljše, kar lahko. No, tako jaz delam recepte. Ker pač imam doma stvari in se mi ne da v trgovino kaj drugega tiskati in pa iz tega, kar imam, poskušam narediti najboljše in tako ratajo moji recepti.
Decid, zato je tako dobro, a te kartice za nas pridejo prav, ne? Ti tu delaj še naprej, mi Ful je imamo pa... zabavno. Ja, verjamem, ja. Verjamem, sploh če v tem uživaš. Jaz sem bolj tako, meni je, če se rad jem. Bom tudi skuhal, ampak moja skuhinja je podobno tvoja po liniji najmanjšega odpora, samo da jaz na dan kreativnost noter, jaz še imam krompir, bučke, tofu. Cool, pečica je tam, vse bo sama naredila, sam zrezati pa noter dati po enem timerju, pač ne, ker vemo, da se različno časa rabijo, da so pripravljeni in to je to. Ja, jaz pa vidim, jaz imam pa rada izzive, no, pač ful, kakor si verjetno že opazil, imam rada izzive, pa najbolj mi je v zadovoljstvo, ker nekdo reče, videl sem sestavine, kako je to ratal, kar je ratal, ni mi jasen, povej mi, kako si to naredila, to je meni največje zadovoljstvo, no, da pač res iz nekih enostavnih sestavin pridem do nekih mojstrovin ali nekih. Definitivno in tle noter se vidi ta inženirska, programerska žilca, ne, pač, ok, mi imamo zdaj tu na voljo in zdaj moram narediti algoritem, ki bo delal in da bo bil zraven polno vreden in da bo dober po okusu. Tako. Ok, I like that challenge. To je to. To je moje bistvo. The best. Ej, kako si pa, ne vem, si imela kaj težav, se pravi začeti v živo snemati in objavljati pač na družbenih omrežjih? Ja, seveda sem imela. Ampak v bistvu tako, no, šla sem tudi recimo na televizijo, pa v ful enih stvari sem se začela metati, čeprav mi niso bile prijetne. Takrat me je bilo, ne vem, ful me je bilo strah in snemanja in kakšnih teh live zadev, ampak ker so bile enkrat konc, ker sem razmišljala za nazaj, sem ugotovila, da je spet, zakaj jaz to delam, da je cilj moj je bolj pomemben, kot to, koliko se jaz bojim nečesa. Ker to na koncu ni važen. Važen je, kaj sem jaz s tem zdaj naredila, kakor pa, kako sem se takrat počutila. Pač mi se ful preveč ukvarjamo s tem, kako se mi počutimo, ali pa ne vem, kako bo nekaj šlo narobe, ful razmišljamo, kako bo se nekaj odvil, ne vem. Ali pa preden greš na televizijo, pa si misliš, to bo tako pa tako. Ne bo tako, nimaš pojma, kako bo, pač prepusti trenutku, uživi, ker si tam, pa imej v mislih to, kar bo posledica tega, pač kaj bo to naredil. In jaz vem, da te stvari, ki jih jaz delam, so veliko večje od mene. Jaz vem, da moj vpliv, da ni pomembno, kako se jaz počutim, da jaz nekomu lahko toliko spremenim življenje, da je to, da je mene strah ali pa da se jaz nelagodno počutim, da je to trivialno. Ker se enkrat zaveš tega, da ni vse v tem zdaj, ampak da je tudi, kaj vse se bo zaradi tega zgodilo, da je to toliko pomembno, da se nehaš ukvarjati z malenkostmi. No? Sam lahko aplaudiram, zato ker točno tu je res. Točno tu je, veš, prej, ki se bi obšala, kaj vse počnem in sem rekel pač, da tudi ta program, ki se ga naredil, ena od stvari, ki ti jo da, je točno tu. Pač ti lahko živiš svoj zakaj, svoj kontekst, svoje poslanstvo, kakorkoli temu rečeš, a ne? In če si hkrati ful dovzeten, kaj se dogaja s tabo notranje, ga ne boš mogel živeti, ker te bo ustavljalo non-stop, ker pa enkrat greš čez to, ok, pač trenutno se počutim nelagodno in trenutno sem len in trenutno se mi ne da in trenutno sem žalosten in trenutno sem jezen in še zmeram lahko rečem ljubim te. Ne morem ti zdaj reči ljubim te, ker sem jezen. Ne, ni res. Nočeš reči, ok, cool. To je čisto drugo pa. Nočem reči, ne, se lahko, ne. Pač len sem in še zmeram grem lahko narediti trening. Pač strah me je in še zmeram lahko nastopim na televiziji, tako da the best. In kako ti je bilo pol, ki si se začela, ker pač jaz imam s tem, meni najtežje, res. Jaz bi dal karkoli na svetu, da mi ne bi bilo treba objavljati nič na družbenih omrežjih. Da bi jaz tu naredila. Pritisnem live
na Streamlabsu za stream in sem tle in se pogovarjam in mi dogaja. Vsa postprodukcija, dobro, da imam ekipo, ki mi pač določene stvari pokrije, ampak vseeno, kar se tiče postov in tega moram pa jaz delati, meni je to najtežje. Zdaj iščem malo tako inspiracijo, motivacijo, kako si ti šla čez to. Glej, isto, kar so zdaj govorila. Ja, težko je, ja, rabiš ful motivacije, ful se nazaj bavaš, če grdo rečem. Ful je dela, ampak spet ni pomembno, kako se ti zdaj počutiš. Če je nekaj, kar boš ti sproduciral iz tega, toliko pomembno, da bo nekomu, ne vem, vplivalo na življenje, je to, kako se ti zdaj, kako se tebi ne da res trivialno proti temu, no. Jaz tako gledam, sicer prejšnji teden sem montirala en recept, ki sem mislila, da bom, pač video sem posnela in potem pač postprodukcija, ja, pač zmontirati vse, da ne bo predolg trajal, ker to pa ljudje nimajo živce gledati in pa se zabrezati za delovne, pa ne vem, napise, pa vse te stvari in jaz sem res trpela. Mislim, da sem v ta video sem vložila več kot 15 ur res aktivnega dela, da ne govorim, koliko sem še razmišljala potem, pa da sem vse to naredila, ne. In pa jaz to objavim in ko sem enkrat dobila odziv pač ljudi, ker sem dobila zasebna sporočila pač od ljudi, ki sem jim res razsvetlila življenje in ki so bili navdušeni in pa še kasneje pač pri mojem delu je tako, da jaz hitro vidim, ko folk začne kuhati moje recepte, pa mi pošljajo fotke, ne, vidim, glej, dosegla sem svoj namen, ne. In pa, ko dobiš vse te povratne informacije, vidiš, da je bilo vredno, ne. In v bistvu se moraš samo vedno spomniti nekako, ker itak to je cikel, vedno nekaj garaš, nekaj delaš in potem dobiš v zameno nekaj, ne, mislim, dobiš, žanješ sadove tega, kar si naredil in v bistvu pri meni je tako, da se moram samo spomniti, kako bo, no, da to, kar je trenutno, da ni pomembno zdaj. In da to, kar bom naredila, da bo nekomu sigurno pomenilo veliko in to je to, kar je važno. The best. Hvala ti za to. In daj sam tako povej, rekla si 15 ur plus vse ure razmišljanja, video je pa dolg 15 minut. Ok, dobro, to je še kar dolžina. Žal ni šlo na kraj, vse mi je bilo prav grozno, sem bila zisto na noben gledal. Pa se je v bistvu na koncu malo ljudi, ki res pogledajo vse tvoje stvari do konca, ampak to sploh ni važno, če pa je tistim parim to, točno to. Bolj pomeni, je to. Zdaj se me spomnila to, kar mene ponavadi žene, rečem, a ne, tudi, ker moram postaviti ceno za delavnice, a ne, pa je smešno, glede na to, kaj dobijo, ne, že pač najstniki oziroma udeleženci ven, ne, je smešno za pač izplen. Pa mi je meni se zdi, fuck, ne, koliko sem visok, pa bi jo krat 3 lahko prodajal BP, a ne. Ampak si me spomnila tu, ker vedno rečem, lej, če se je enega to dotaknilo in bo danes naprej drugač, oziroma nekaj začel drugač delati, kar je in pa zaradi tega povečal odstotek sreče, časa, ki ga preživi v sreči v svojem življenju, a ne, ali pa v zadovoljstvu, kakorkoli, je to, je bil na meni spomnen. Je to neprecenljivo, ja. To. The best. Daj mi povej, ta kolume matra zadaj, še tu nam povej, kaj je fora tega, ker tu je mountain bike, tu ni navaden kolo, ne? Tu je tvoj? Ne. Ja. Sem gorski kolesar v prostem času. Okay. Sem ne glej gorski, ampak bolj hribovski, no, tako. Ja, ok, štekam, pač imamo te razlike, ampak ja, ki jaz živim tle zraven Golovca, že več kot 1 leto nisem še šel noter, ne. No, jaz sem na Golovcu skoraj vsak dan, tako da. Ok, ja, mi v Štepancu živimo, tako da pač se veš, tle je zraven Mercatorja, tako da je pač. Jaz se moram pa čez celo Ljubljano vleči, da pridem do Ke, pa mi je toliko fajn, da vse en. Ja, dobro, vse vem, gor je full trackov, ja, pač.
jaz sem pač bolj tako, jaz naredim trening doma in sem full vesel. Sem rad caveman, če temu tako rečemo, pač zdaj svoj ti. Ampak, glej, vsak ima svoje. Važno, da živaš, ja. Definitivno, to je pa res. Veš kaj, mi imamo vedno eno vprašanje na koncu, tebe nisem vprašal, niti ne vem, ker pač nisem toliko spremljal. Si v romantičnem odnosu, imaš partnerja, partnerko, karkoli? Ja. Imam partnerja. Ok, to je best. Ker pač to vprašanje damo vsem, ki so. Tisto, kaj je ta, reče ponovadi, kaj je ta srčika vajnega odnosa? Kaj je tu, zakaj sta vedno skupaj? Kaj ti slim? Joj, to je pa tako. To je pa nekaj, kar me še ni noben vprašal. Ampak mislim, da je to glih, da važno se mi zdi, da imaš nekom ta odnos, ki te razume, bolj, ki ti sebe razumeš, oziroma ki te razume tudi takrat, ki se ti ne, in ki se pač med sebojno podpiraš, pa ne vem, ne znam razložiti, no, ampak nekdo, s komer se lahko pogovarjaš o čemerkoli, ki te bo vedno znal spraviti v dobro voljo, ki te razume, no, to. Po mojem, da je to smisel. Vem, tvoja veza je, tako da ti moraš vedeti, kaj je smisel. Škaj, vedno je pa to na nek način triki vprašanje vseh, ki so pač v vezi, ker pa vedno na koncu rečem, je mogoče odgovor na kratko samo ljubiva se? Ja, ampak vsak pod to razume nekaj drugega. I know, ampak tako, reče, noben je tako kratko odgovor, vsi gremo v razlage, kar je ful dober in je čisto človeško, ampak vsak ga malo tle pikra in čaka, da bo en sam rekel to. Ampak veš, zakaj sem jaz to rekla? Zato, ker vem, da nimajo pa vsi nekoga tazga, ne? Pa ker mogoče tudi, ne vem, niso tipi ljudi, ki bi bili v takem razmerju, ampak ti v bistvu lahko najdeš v partnerju najboljšega prijatelja, ne? Ali pa pač ga imaš nekje drugje, se ni važno, da si v razmerju, ne, če nisi te sreče. Ja, definitivno, vsak svoje. Žana, rastline so fine. Hvala ti za tole, res tako. Vse, da si marsikaj, kakšen uč odprla, upam, da tudi želoček in srce. Tako da, kako je bilo tebi, tvoja izkušnja za konec? Ful zanimivo. Ponovadi se veliko bolj o hrani pogovarjam, pa manj o drugih aspektih življenja, ampak mislim, da je vse pomembno, no. Tako. Da mi je bilo res top. Všeč pa mi je bila tvoja vprašanja. Hvala za to in a veš, da sem pisala 45 minut, mogoče 1 uro pa pol sva tle. In nič nisi videti utrujela. Malo sem že. To moraš reči, ne hejte se. Ne, ful je bilo zabavno, tako da se pravim, sploh ni problem, res sem uživala. To je to, ljudje moji, za danes, evo. Mislim, JP je napisala, hvala žena, se veselim že naslednje kuharske knjige, zelo asesino, GG, good game, se veš, gamerka si, tako da veš, kaj pomeni GG. Zbiznjor, je redimal sound alert, aplaus, tako da to je to, razlika je narejena, mi bomo naredili še celo oddajo, bo bila pol na YouTube, highlighte bomo naredili, tako da vse to bo šlo ven v naslednjih tednih. Oddaja bo že ta teden, en highlight, Karina ponovadi jih naredi več, tako da imamo materijala za več, tako da vse bo tudi, kar je na tubi objavljeno, pol tudi objavim pod IGTV, te bom linkal noter, tako če boš hotela pol podeliti, boš lahko. Tako da, evo, to je to. Super. Lahko noče vse skupaj. Povej, sorry. Res upam, da bo to na koga, pa tudi če na eno osebo, če bo nekomu pomagal, da se spravi z mogoče neke službe, ki ga ne izpopolnjuje, da spremeni, ne vem, prehrano ali pa nekaj v življenju, karkoli, no. Če bo prišel iz tega, je to za mene wow. To še to, s tem namenom tudi počnemo in to je to.
Če hočete več od Žane, rastline so fine, na Instagramu kontaktirajte jo, pišite ji, drugače pa kupite kuharico, pa si olajšate življenje, neprimerno kuhinjski. Kar se tiče shopping list, bo točno določen, natančen. Ne rabiš razmišljati od shopping lista, ne rabiš razmišljati od kaj bi danes kuhal, potegneš kartico ven, povlečeš sestavine, namečeš, skuhaš, uživaš in greš naprej. Pa ne rabiš razmišljati, če imaš dosti beljakovin. Ne rabiš več razmišljati, vse je noter. In pa je ona njena obljuba, da je vsak obrok cenejši od 2,5 evra, ali 2 evra, ne vem, koliko je že. 2 evra, v bistvu povprečje evra pa pol. Cheap. Ok, moraš nekaj vložiti. Ja, dobro, moraš kupiti za koliko je nekaj 50 evrov, nekaj tazga, kakorkoli. Mislim, to ti je res investicija za življenje. Exactly. Kad daš enkrat to na leta, ne, ful premalkrat včasih gledamo. Ma kje to si v enem mestu povrneš. Če pač kuhaš po receptih, garanti v enem mestu povrneš. Dan deal, evo, sales pitch, dan, kupite kuharico, uživali boste, pač mi uživamo, to je tu, radi imamo vsi, da malo še ne je iz tega, malo še premehen, boh mal, v roku parih mesecev bo tudi on užival v tvojih receptih. Zdaj pa prek mleka uživa, prek mamice je pač tako je. Evo, Tako da evo, hvala vsem, ki ste prišli, ki ste gledali, se veste, končamo vedno na isti način, objamte nekoga, povejte, da ga imate radi, če nimate nobenega zraven sebe in nobenega, pač naredite to sami sabo, včasih prevečkrat tu pozabimo, lažje z drugimi, ki seboj. In se gledamo jutri, podcast, zvečer, tema Regrets v angleščini in najtegnejši podcast bo spet zažigal. Regrets je tema, obžalovanja je tema, ki nas dostkrat drži nazaj v življenju od marsičesa, kar si želimo. In jutri bomo podelili, kako je to vplivalo na nas in kaj se zgodi, ko to spustimo, kaj je možno. In to je to. Žana, še enkrat hvala, vsi, ki ste gledali, lep večer še naprej. Ciao. Ciao.